Zadnjih nekaj dni je bilo slišati kar nekaj namigovanj o dokumentu, ki naj bi predvideval novo ureditev razmejitev balkanskih držav. Dokumentu, ki obstaja po istih pravilih kot cepivo v Sloveniji. Baje je, samo da ga ni. Ali so v skrivnostnih papirjih res predlagane spremembe meja in kdo stoji za vsem skupaj, smo poprašali človeka, ki ve vse o čisto vsem. Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišimo. Tilen, slišimo se. Kar pa se tiče teh vaših ne dokumentov, pa ne papirjev, bom takole rekel, jaz ne vem. To ste vi mediji nekaj zakuhali. Že 10 dni poslušamo o nečem, česar ni. Koliko bi se šele razpisali, če bi papir res obstajal? Če dokumenta ni, pol ga ni. Če papirja ni, se nimaš o njem kaj pogovarjati. Basta. No, ampak slišal pa sem, da nekje je. No, sej, to me pa zanima, ne, Miran? Kaj si slišal? Kaj sem jaz slišal? Čist nič. No, ampak govori pa se, da če obstaja ta papir, pa če sta bila res Janša pa Pahor zraven, da je to itak najboljš, kar se je lahko Bosni zgodilo. Mislim, realno, tele dva sta profija. Ta dva ti razdelita Slovence, pa smo en narod, ko ne bosta Bosne. Pa izkušnja imata s temi zadevami. Sam spomnim se, kako je predsednik Pahor zakoličil mejo s Hrvaško. Z njim ni heca. Lahko se ljubčkaš z njim, če ti je ime Jadranka, ampak pri meji pa potegne črto. Sicer globok na naši strani zaliva, ampak vseeno. Se pravi, ti misliš, da ta dokument dejansko obstaja? Tilen, a ti mene poslušaš? Kaj pa jaz vem o dokumentih? Zanj sem 2 uri prometno pa vozniško iskal. Jaz nimam pojma. No, ampak slišal pa sem, da je to sam en del večjega plana. To z Balkanom bojo na hitro porihtali, pa pride pa na vrsto Evropa. Avstrijsko mejo bojo spustili dol na jug do Zagreba, tako da se naši delavci v Avstriji več ne bojo rabili matrac dovoljeni. Avstrijski fuzbal klubi pa tudi ne bojo več rabili čez mejo hoditi po mlade kadre, a ne? Italijani dobijo zahodni del, tako da Slovenija ne bo več v obliki kure, ampak v obliki kure brez glave in repa, se pravi ena taka pertnička, kar je dosti bolj ugledno. No, pa Madžari dobijo dostop do morja, ker dobijo Koper pa slovensko Istro, kar je super za nas. Me zanima, bojo Hrvati toliko pogumni pri pogajanjih okrog zadev, ko bo na drugi strani Orban. Oprosti, Miran, meni to bolj zveni, kot da Slovenije praktično ne bo več. Ja, Tilen, sej meni tudi, ampak se ti pravim, jaz itak o teh stvarih nič ne vem. Govori pa se, da bomo ene stvari tudi dobili. Recimo Slovenija bo dobila koridor do Gerlica pa Nasfelda, direkt brez mej, brez pasošev, brez alkotestov, avtocesta, enak do Kvarnerskih otokov, pa vseh krajev na Hrvaškem, kjer imajo člani vlade vikende. Pa tudi interno se bojo malo premešali meje. En del Ljubljane bo zdaj Cipr. Zakaj bi se matro pa denar nakazoval v tujino, pa ga v kufrih nosil? Lepo ga daš v prtljažnik, pa odpeleš v ciprsko banko v Šiški, služi globalno, pere lokalno, a razumeš? Dobar, Miran, ampak če je vse zares znano, zakaj se pol še vedno pogovarjamo o teh nepapirjih pa nedokumentih? Mene sprašuješ? Vprost, Tilen, ampak iz kje naj pa jaz to vem? No, ampak kukor so meni razložili, ti nepapiri niso čisto nič novega. Baje že ful let poznamo tudi ne-message. To je tisto, ko ob 9. zvečer dobiš sporočilo, kdaj boš doma, ampak ti tega messagea ne vidiš niti pod razno pred 3. zjutraj, ko se vračaš iz gostilne. A veš, je pisku, pa ni pisku, ali pa ne klic, to tudi obstaja. Tega je na zadnje dobu recimo Tonino, šoferja kamiona z maskami. Te stvari so že dolg med nami in očitno se bo v teh časih treba navaditi ne samo na novice, ampak tudi na nenovice. Vem, zveni kompliciran, ampak ni. Premakneš mejo pa mirna Bosna, a ni tako? Ne vem, če se čisto strinjam, ampak hvala za to skoraj uporabno razlago. To pa zmeri, ni problema, Tilen. Pa ne pozab, to je vse malo slišal, rekel mogoče kdo ve, a ne? Ampak je pa tudi vse res. Če hočete videti še več posnetkov od Kaj dogaja, se lahko težko je. Se lahko subscribete, skratka, pritisnete na gumb spodaj.